In prihajamo na 15. točko dnevnega reda, da predlog odloka o oglaševanju občine Brežice prva obravnava, s tem, da po tem današnji predstavitvi pa razprave je znam vsaj še mesec znamo vedno razprava, pa zdaj lahko si date pisane pripombe še do druga branja, da se reč ne bolj naredi. Bi poprosil, če lahko malo vseeno širše predstaviš odlok malo. Hvala lepa. Hvala za besedo. Veljavni odlok o oglaševanju občine Brežice ureja tako oglaševanje na nepremičninah v lasti ali upravljanju občine Brežice, kot tudi na zasebnih nepremičninah. Pri pripravi novega odloka se je celotno sledilo stališču, da občina z odlokom o oglaševanju, ki ne predstavlja prostorskega akta, ne more podpisovati obveznosti pridobitve dovoljenj in soglasij za postavitev objektov v zemljiščih v zasebni lasti, kar izhaja iz več odločitev oziroma sodb upravnega in vrhovnega sodišča. Največji problem, na katerega opozarja tudi svetnik Aljoša Roman v svojih pobudah, je oglaševanje na zasebnih zemljiščih, tako glede vizualne podobe, kot tudi gostote samih oglaševalskih objektov. Ker se nahajajo te objekte na zasebnih površinah, občina to ne more vplivati z odlokom o oglaševanju, pač pa v pretežnem obsegu z odlokom o občinskem prostorskem načrtu, v katerem bodo ključne dodatne omejitve pri oglaševanju, s katerimi bo mogoče posegati tudi v oglaševanje na nepremičninah v zasebni lasti, saj se je v praksi pokazalo, da oglaševalci objekte za oglaševanje postavljajo na zasebnih nepremičninah izven varovalnega pasu občinskih cest, na območjih, na katerih brez ustreznega prostorskega predpisa občina nima vpliva. Namreč zakon o urejanju prostora v 132. členu določa, da občina z odlokom o urejenosti naselij in krajine določi prostorske izvedbene pogoje glede namembnosti, lege, velikosti in oblikovanja posegov v prostor, da se ti izvajajo in vzdržujejo tako, da se ustvarjajo ohranjene in krepijo kakovostne prepoznavne značilnosti prostora in njegova identiteta. Določijo se prostorski ureditveni pogoji, med drugim za objekte in nepremične elemente za obveščanje in oglaševanje. Občina Brežice bo do uveljavitve odloka o urejenosti naselij in krajine predmetne vsebine urejala v občinskem prostorskem načrtu. Zato smo tudi v sodelovanju z Oddelkom za prostor smo mi pač jim poslali oziroma dali ta priporočila, kaj naj bi se vključilo v odlok o prostorskem načrtu. Da gradivo noter, ki ste ga dobili, je cirka, mislim, da približno 20 teh točk. Nekaj imamo že v OPN-u, da ostalo se bo tem novem bo vključilo. Zdaj, če nakratko vzamem odlok, besedilo predloga odloka ureja oglaševanje na nepremičninah, to sem že prej povedal, na kateri ima občina lastninsko ali stvarno ali drugo pravico in na javnih površinah upravljanja občine Brežice. Tem lahko kot dosedanje ureditve predvideva tako oglaševanje s stalnimi kot začasnimi objekti, ki pa so natančno opredeljeni v katalogu urbane opreme in objektov za oglaševanje. Ta katalog urbane opreme smo sprejeli leta 2022 in je objavljen tudi na naši spletni strani. Lokacije za postavitev objektov za oglaševanje pa se določijo v strokovnih podlagah, ki jih sprejme župan in se objavijo na spletni strani občine Brežice. Predlog odloka določa tudi izvajalca oglaševanja in obveščanja na površinah, ki so v lasti občine, to je javno podjetje Nove Brežice, ter določa naloge izvajalca. Zdaj, v skladu s 104. členom poslovnika občinskega sveta občine Brežice, občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah. Pripravljena sta za to gradivo dva sklepa, in sicer sprejme se predlog odloka o oglaševanju občine Brežice in pa drugi sklep. Predlog odloka o oglaševanju se pred drugo obravnavo v občinskem svetu da v enomesečno javno razpravo. Hvala. Hvala, idemo razpravo.
Še kdo? Ne, govorim. Aljoš. Ja, super, da tole obravnavamo. Na hitro sem diagonalno malo prebral. Zdaj bom pač uredil dele na nepremičninah oziroma na zemljišču lastne občine. Vemo, da je tega relativno malo v primerjavi s tem, kar je na zasebnih. In mi pa seveda všeč, da je bolj kot ne enaka pravila bojo delala v neki prihodnosti, ko bo nov OPN sprejet tudi za zasebnih zemljiščih. Bom pa še podrobno prebral, da jo pripomnim času vam razpravljam. Hvala. Kaj te želim? Ja, dober dan. Jaz se tudi vesela, da končno to obravnavamo. Pa se bolj želim, da bi to v bistvu sprejeli do konca mandata. Nisem mogla čisto v tem kratkem času se poglobiti, ampak na prvo žogo se mi zdi, da je premil. Ko sem počela v vseh grozodejstvih v naših govorstvenicih, ki me motijo, pa v bistvu potem vsi lahko obstali, ker še sem gledala tudi, da so na stavkem zemljišču, tisti, ki me najbolj motijo. Jaz bi vseeno predlagala, da smo bolj strogni, rekli smo, da 5 green destination vlakih v občinah, spet se lahko pohvalimo, zaradi tega smo več predmeni nacionalno in mednarodno. Jaz bi definitivno dala, da tisti, ki so v 4. alineji, v 4. členu, ki so torej premični, da bi dala časovnimi, ne vem, pa da vprašujemo dohodke maksimalno 10 dni, seveda rabiš več stabilnosti, da tega dni naprej planiramo zadeve. Pa jaz bi šla tako naprej. Če smo napredni, če smo zgled drugim, če nas vabijo na razne programe, zdaj bi šla v to, da imamo digitalno glasna mesta, enega na severnem vhodu v občino, drugega na južnem vhodu. To imajo nekaj upravljalca, ki ponudnikom zadevo zaračuna, morda imamo še tretji pa novo samem mestu, če že nekaj drugače na obvoznici. In pa je lahko kot v večja mesta, da podobno začnemo urejevati avtobusna postajališča, o katerih več govorimo na sejah, pa da morda tudi ostane, da bodo v bistvu še po vseh obveščeni o dogodkih, začnemo z neko digitalno verzijo. V letošnjem letu smo v bistvu tudi pregledali ta katalog urbane opreme, o katerem prej sploh nisem seznanjena, to bi ga rada pohvalila, da je zelo lep, privlačen, dober. Pa da mogoče da tudi na občinski strani bolj izpostavite. Pa sem še napisala. V glavnem to, če bi spet definitivno šla v digitalizacijo, tudi to, kar imamo za neke dogodke, da premično tvori čim krajši čas. Pa da na tem področju postanemo en primer dobre prakse, pa da nam bodo v občino zgodili. Hvala, naprej, magister Rejus. Ja, ljubi dobro vsem. Res je ta načrt dovoljenja vrševanje na nepremičninah lastne občine in nadomešča vse veljavno odlog, pri čemer pogreša v bistvu analizo, kaj je bilo narobe, zakaj je nekaj spremenjeno, ker kot smo res slišali, se strinjam, niso ključni problem v vrševanju na občinskih nepremičninah, pa ključni problem v vrševanju na zasebnih, oziroma katerem na zasebnih nepremičninah, ki še so niso v varovanem pasu na stavbi zemljišči. Torej, milo rečeno, urejamo nekaj, kar ne vemo, ali je problem, sploh ne vemo, koliko teh na občinskih zemljih postavljenih vrševalskih mest je problematično. Da temu pritrjuje tudi dejstvo, da sploh nimamo prehodnih določb, kajti
Prav bi bilo, če bi bilo parkrat problematični, tudi če smo nepremičnine, da bi imeli v prihodnjih določbah določeno, da je pač tisti, ki je postavil to obveščevalsko mesto na občinski zemlji in je v nasprotju s tem odlokom, da je to dolžen prilagoditi v 3 mesecih, pol leta, tako tega ni. Jaz se res sprašujem, ali smo s tem zadevi mislili. Mislim, da ne. Bistvo je, to, kar je tudi Vodičar povedal, bistvo je obveščevanje to kaotično, obveščevanje, ki nam ni ponos na zasebnih površinah in zato bi veljalo res temu nameniti vso prioriteto in relativno rigorozno ukrepanje. Zdaj, danes je nekaj kako na stol, zdaj je spet kakšen postopkov. In prav bi bilo, da se temu zadeva posveti in da se posveti tudi tem prehodnim določbam, da so pač dolžni imeti plakatnih mest. Res se s nekaterimi pogovarjali. Dostikrat tudi ni problem, da bi oni poljubili sklep plakatnih mest, pač nekim smernicam, ki občina uveljavlja so protislovske akte ali skozi druge občinske akte. Vendar, ker teh niso postavili pač nekaj, kar imajo. In zato pozdravljam to namero, da se končno to skozi OPN ali ustrezni občinski akt poenoti, da bi lično, da bi takšno, da bo ponos občini in da se tudi umejo površine, ki je to in da ima nujno tak akt tudi prehodno določbo, v katerem so vsi dolžni, večji plakatni obveščevalci dolžni ta svoje plakatne oziroma obveščevalska mesta prilagoditi novemu redu. Potem bo ta stvar zadovoljna in potem tudi ukrepati, če bi se to ne zgodi v določenem kraju. Jaz mislim, da je to pravo, da verjetno je to prvič korak, pa tudi absolutno predolgi rok je 12 mesecev za strokovne podlage. Jaz mislim, da te strokovne podlage bukvalno lahko sprejme nek člen čisto na koncu, hitro v 3 mesecih in ta pravno imeti. Te strokovne podlage bodo izhodišče tudi za prostorsko izvedeno oziroma za OPN, in vse ostalo se je podobne, iste, kako bi rekel, sodobne. Pozdravljamo, da se je s tem začelo. Tudi Aljoša daje zelo priznanje za maksimalno angažiranost v tem področju in trud, da je do te razprave se je prišlo, mislim, da je to dobro in mislim, da je to ena največji korak naše občine, ki jo je nujno in potrebno vedeti. Aleksandar Res. Hvala lepa. Jaz bi se pa dotaknil, mogoče ni direktno na sam blok, ampak definitivno pa na problematike, ki jo želimo rešiti. To je dovrševanje ob državni cesti. Pač po zakonu o cestah, določeni podzakonski akti so postavljeni določene oblike in glede reševanja postavljanja plakatnih mest. En od teh govori o tem, da je povedano imeti površevalsko mesto 100 metrov pred kakršnim koli križiščem 50 in razdalje 50 metrov za, da moramo biti razdalje med dvema plakatnima mestoma 50 metrov, da površevalsko mesto ne smeta biti spodredno postavljanje, tudi če zdaj to malo slučaj, da poskusiš nekaj se v zmislu, da peljati Brežica imamo ta problem na vstopu, in smeti čata še tudi Brežicami, poprizmo glavno križišče, potem eksponenci, na desni strani imamo tega, da se na poprizmo bliže. Moje vprašanje je res, ni navezano na to, ampak v bistvu vprašanje rešimo, da poglejmo, kdo to ugotavlja, to neodlični postavljanje in kako lahko to kako občina za svojimi organi nekako še oziroma vsaj da bude za omotitev in ustrezi se trenirje pač tistim, ki za to skrbijo. Ali so to za prebivalce cesta in tokoli še nekdo, ki dela v intervencije. Tako da menim, da vse, kar se samega tega vstopa v Brežici tiče, da s tem rešili ogromno tega. Tako da tu bi prosil, da imamo dodatnih aktivnosti, različne tako to, da imajo to občinska redarska služba, da se lahko s tem ukvarjajo in tako da tu problematiko. Če
ti dve mesti, če vzamemo na Barnice, levi in desni strani, in potem še tako Globonce proti smeri, Globonce na šole, če to rešimo, smo že prvi velik del te oglaševalske programe se zdi, tako da mogoče to povedati. Hvala. In zaključujem. In dan sklep, sprejme se predlog odloka o oglaševanju v občini Brežice, pa predlog oglaševanja za drugo obravnavo na občinski svet občine Brežice, predlaga enomesečno javno razpravo. Kdo je za vzema prisotnost? Oglasujemo. Vsak posebej. Prvi sklep. In pa še drugo. Bi pa res prosil, da date pisane pripombe, da se res pripravijo na tak workshop, čim bolj po volji vsem. Ugotavljam, da je bilo sprejete, prehajamo